Najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Hvala, da ste me povabili. Začel bi rad tako, da vam preberem nekaj, kar ste napisali pred nekaj manj kot 2 letoma. In tukaj vas citiram. Za mnoge mlade druze 7. oktober simbolizira globoko izgubo zaupanja v izraelsko vlado. Po eni strani druška skupnost sprejema izraelsko ljudstvo in izraelsko ljudstvo sprejema njo. Skupne tragedije, ki so jih doživeli tako judovski kot druški državljani, nas združujejo kot eno žalujočo družino. Po drugi strani pa izraelska vlada še naprej veže druze z zakoni, kot sta zakon o nacionalni državi in zakon Kamanic. Ti zakoni puščajo druze na obrobju in jih še bolj oddaljujejo od izraelske družbe. To so zdaj vaše besede. Zdaj bomo v trenutku podrobneje govorili prav o teh zakonih. Ampak najprej, ali je to še vedno 2 leti kasneje izkušnja druzov v Izraelu danes? Nažalost je to resnica o položaju druzov v Izraelu leta 2026. Zelo žalostno je, kot ste rekli na začetku, da imamo ta občutek, da smo še vedno na ravni krvi, zaveza. In nikoli se pravzaprav nismo premaknili k zavezi življenja. Kot vedno si želeli smo si biti tam. In to zelo škodi in bi rekel, da otežuje stvari. Ko imaš ta občutek, da se te država spomni samo ko žrtvuješ, samo ko si v prvih vrstah in samo ko imaš mrtve vojake v prvih vrstah. In to zelo zaplete situacijo za mlajšo generacijo, ki si tudi sama zastavlja vprašanja o svoji prihodnosti v državi Izrael. Tako imamo ta občutek, kjer smo po eni strani popolnoma vključeni na določenih področjih izraelske družbe, v varnostnih silah, kjer se dojemamo kot sestavni del izraelske družbe in države Izrael. Po drugi strani pa imamo to stalno diskriminacijo strani države. Kot ste omenili, nekatere diskriminatorne zakone, ki so jih trenutna vlada in prejšnje desničarske vlade dejansko vsilile skupnosti druzov. Kje se ta diskriminacija sreča s povprečnim druzom v njegovem vsakdanjem življenju? Mislim, da ne govorimo o vrednotah, občutku pripadnosti državi ali čem podobnem. Želim to pripeljati na raven vsakdanjega življenja druza. Kje se ta diskriminacija sreča z druzom? Rekel bi, da sta 2 ravni. Ena raven so zakoni, deklarativni zakoni, kot so zakoni o narodni državi, kjer te očitno postavi v položaj, kjer se počutiš kot outsider in državljan drugega razreda. Ker nima ničesar povedati o enakosti, ničesar ni o delitvi, prihodnosti in državnih ideja. Po drugi strani pa imate Kamenicove zakone, ki imajo prav tako roke in prste na terenu, kjer v veliki meri preprečujejo razvoj naših vasi in mest. Tako je na primer Kamenicov zakon, ki preprečuje naši mladi generaciji, da bi gradila svoje hiše. Preprečuje našim lokalnim svetom, da bi vzpostavljali industrijska območja. Preprečuje našim, poslovnežem, da bi imeli nove projekte in, zagonska podjetja. Tako vsakodnevno občutimo to diskriminacijo na dnevni ravni. Da ne govorimo o vseh kaznih, ki jih naša mladina plačuje zaradi nezakonitih stanovanj v druških mestih. Torej, kot sem rekel, imamo očitno 2 ravni zakonov. Če pa jih združimo, bi rekel, da vse skupaj opisujejo zelo diskriminatorno sliko o položaju druške skupnosti v Izraelu. Torej, res razčlenimo te zakone. Začnimo z osnovnim zakonom o nacionalni državi. Kneset ga je sprejel leta 2018. V bistvu ta zakon utrjuje identiteto Izraela kot nacionalne države judovskega naroda z nacionalno samoodločbo, ki je pravica pridržana judovskemu prebivalstvu Izraela. Prav tako določa hebrejščino kot uradni jezik,
medtem ko arabščino zniža na poseben status. Do zdaj so bili hebrejščina, arabščina in angleščina na isti ravni. Toda pri tem se ne konča. Prav tako daje prednost razvoju judovskih naselbin in tukaj mislim, da pride v poštev zakon Kamenic. In zakon Kamenic je v bistvu zakon, ki pomaga oblastem zatirati nezakonito gradnjo. In če torej dajete prednost gradbenim dovoljenjem samo judovskim skupnostim, se tisti, ki niso judi, pogosto znajdejo omejeni pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Gradijo nezakonito. In potem imate ta zakon Kamenic, ki vladi omogoča, da sprejme bolj proaktivne ukrepe za rušenje teh domov, izselitvene naloge in tako naprej. In torej kombinacija teh zakonov, pravite, spremeni Jude v Izraelu v državljane drugega razreda. Wow. Povej to mi ti. Najboljši način za opisati to. Spremembe, ki jih uvajamo in razlika med deklaracijo o neodvisnosti in zakoni o nacionalni državi. Če vzamemo te dve, bom rekel, manifest. Torej imamo v deklaraciji o neodvisnosti jasno piše, da je Izrael judovska država, ki zagotavlja enake pravice svojim državljanom, ne glede na njihov spol, spolno identiteto, raso ali barvo kože. Ker imate zakon o narodnosti države, ki govori samo o judovskosti države. Kar smo v zadnjih letih v bistvu zahtevali, je, da bi bila v zakonih o narodnosti države ena beseda in to je enakost. Ker za Amirja, vnuka prvega člana Kneseta, v redu. In enega izmed voditeljev druzov, ki je v 50-ih letih spodbujal vključevanje druzovske mladine v varnostne sile in IDF. Amir, ki je služil v enotah Barašuc, Amir, ki se je dojemal kot popolnoma Izraelec in del te izraelske družbe in države. Sprašujem se, kako zakoni o nacionalni državi dejansko predstavljajo v redu moja čustva do države Izrael, kjer se lahko vidim kot nejudovski Izraelec v državi Izrael. Ampak stvar pri zakonu o nacionalni državi je ta, da govori o nacionalni samoodločbi. Zdaj, domovina druzov ni samo v Izraelu. Je tudi v Libanonu in v Siriji. In tradicionalno so druzovi v teh državah znani po svoji izjemni zvestobi svoji državi. Torej, če nimaš, se strinjam s tabo. Če nimaš nacionalne samoodločanja. Nimamo nobenega problema s tem, da narod. Zakon o nacionalni državi govori o pravici do samoodločbe za judovsko ljudstvo in o tem, da je Izrael judovska država. O tem ni dvoma. Tega ne izpodbijamo. Kar iščemo, kar želimo videti, druzejski mladostnik, ki se dojema kot del izraelske družbe, kot neločljiv del države Izrael, se vidi in dojema skozi tak zakon. Zato predlagamo, da bi zakon o nacionalni državi prišel na koncu takšnega procesa, kjer bi že imeli zakone, ki govorijo o enakosti, zakone, ki govorijo o enakih pravicah manjšin. In potem imamo zakon o nacionalni državi, potem nimamo nobenega problema z zakonom o nacionalni državi kot zakonom. Problem je, da smo prešli iz situacije, imamo en zakon, ki ponuja nekakšno enakost. To je deklaracija o neodvisnosti. In potem 74 let kasneje imate zakon o nacionalni državi, ki govori samo o judovskih vidikih države Izrael. Torej, želite videti besedo enakost. Točno tako. Ker vidite, ne. Ampak vidite, obstaja pomembna točka, na katero se moramo tudi osredotočiti. Dejstvo je, da skupnost druzov na zakone o narodnosti gleda z vidika državljanstva. Namesto drugih manjšin v Izraelu, ki to dojemajo kot del izraelsko-palestinskega konflikta.
In to sta popolnoma različni stvari. Vidite, to je zelo pomembno. Če se spomnite, sta bili takrat leta 2010 v Tel Avivu 2 demonstraciji. In 18. Torej, bila je demonstracija Druzov, kjer so v bistvu zahtevali besedo enakost v zakonu o nacionalni državi. Druga demonstracija, ki je sledila teden kasneje, pa je veliko bolj govorila o tem, kako zakoni o nacionalni državi vplivajo na izraelsko-palestinski konflikt.